Dober dan. Pred dnevom državnosti sva pred proslavo, ki je sklicana na Kongresnem trgu, srednjo državno proslavo, hkrati pa je na Prešernovem trgu sklicana še kontraproslava. V političnem razredu teče debata, a je v redu, da je Marjan Šarec napovedal, da se državne proslave ne bo udeležil, oziroma a je v redu, da SD pod vodstvom Tanje Fajon pride na proslavo, na državno proslavo. Kako ti gledaš na to? Ja, jaz gledam pač na to tako, da državna proslava je državna proslava, to se pravi proslava države, v kateri bivamo. In preden se seveda vprašamo, ali je primerno, da Šarec ne pride, ali pa da Fajonova oziroma SD pridejo, se je treba vprašati, ali je primerno, da je proslava organizirana tako, kot je organizirana. Ne? To se pravi, načeloma na proslavo je treba priti, jo je treba obeleževati, ampak ta proslava mora biti pač organizirana na način, ki odraža, da ta država je država državljanov, se pravi vseh, ki v njej bivajo, ne glede na to, se pač med sabo politično ujamejo ali ne. In problem, čeprav razumem, je pač v tem, da so prireditelji naredili neko ostro selekcijo in izločali tiste, ki pač niso po godu SDS. To se pravi, temeljno vprašanje je, ali gre zdaj za proslavo državnosti ali za proslavo SDS-a oziroma simpatizerjev oziroma privržencev Janše. To se pravi, ali gre za proslavo janšistk in janšistov ali gre za državno proslavo. To je ključno vprašanje. Če si na to odgovorimo, potem si lahko seveda odgovorimo tudi na vprašanje, ali primerno, da se Šarec, LMŠ oziroma SD in Fajonova tega udeležijo ali ne. Ampak, tudi v prejšnjih iteracijah te proslave bi lahko rekli v redu, ne? To je pa proslava marjanizma, ne? Ali pa šarcizma. In ker je proslava šarcizma, se te proslave ne bomo udeležili. Ne? Govorim zdaj skozi optiko SDS, ne? Če igram... Ja, treba se zdaj vprašati, ja, postavimo se zdaj v kožo praproščakov, ne? Karkoli že to pomeni, ne? To se pravi, so različni praproščaki, ki so zdaj izven političnih strank užaljeni oziroma prizadeti, primer Sever, da niso prisotni na proslavi, na kateri so bili vedno prisotni, češ da so bistveno prispevali k temu, kar ta država danes je in pomeni, pri nastajanju države. Zdaj, če imamo to misel ali pa če imamo ta ugovor ali pa to prizadetost za legitimno, za upravičeno, ne, potem razširjamo problem iz političnih strank tudi na gibanja, na civilna gibanja oziroma na sestavne elemente, ne, tega dogajanja. Ne. Naprimer, kot rečeno, temeljno vprašanje v tej zadevi je, ali gre dejansko za namen prireditelja, da vključi vse državljane oziroma vse skupine državljanov v neko praznovanje, ki se reče državno praznovanje. Še več, v protesti in tako naprej, ki so bila omejevana v imenu koronavirusa, tako da je bil zaprt celoten trg Republike, ne, oziroma to postopanje je zelo, zelo nenavadno, kar pomeni, ne, da se na eni strani moment avtoritarnosti, na drugi strani se vzpostavlja pa prepoznanje, da ta vlada pač ni legitimna. Iz tega izpeljemo spet pooblašča to vlado, da organizira nekaj, kar je stvar vse države. Spet smo pri vprašanju, ali ta vlada, zakaj pa bi morala ta vlada nek odbor in postopov v zadevah, ki so v bistvu državniške, ali pa bi moral zadevo in vladi poveriti izključno izvršno vlogo, ne pa vlogo selektorja
kdo na proslavo pride, kdo pa ne. To so pravo vprašanje. Ampak letos vendarle obstajajo neke epidemiološke omejitve, zaradi česar je lahko na prizorišču vsega skupaj 500 udeležencev, vključujoč tehnično osebje, se pravi na celem Kongresnem trgu, na prizorišču slavja, več kot 500 ljudi ne more biti. A to ni nek pravzaprav alibi, ki... Alibi je, ni pa veljaven argument, ker mirno bi lahko 7 praproščakov na vsoto 500 vključili, pa mogoče kakšna tajnica manj tam bila, od predsednika vlade. To se pravi, to ni veljaven argument za 7 ljudi. Če pa gre za resno epidemiološko sliko, potem bi bilo pa zelo na mestu reči, tokrat bomo proslavljali samo simbolično in tega manevra ne bomo izvedli, ker bi sicer lahko prizadeli določene skupine ljudi, ki so upravičene in ene privilegirali nasproti drugim in s tem bi povzročali neke razlike, ki so nedopustne, bomo pač to naredili na drugačen način. V Cankarjevem domu samo pač predsednik države, predsednik vlade, pa neposredni prenos za celotno javnost ali kaj takega. Se pravi, možno bi bilo najti nek ključ, po katerem se seveda drugi ne bi počutili prizadeti. Simbolno gledano, pa 7 praporov ne more spremeniti epidemiološke slike. Konec koncev lahko tja postaviš prapore, pa preproščake prosiš, da pridejo po prapore po koncu prireditve. Ker tam vendarle gre za prisotnost praporov, ne gre za prisotnost nosilcev praporov. Prapor je simbol, ne pa tisti, ki ga nosi. Jaz se popolnoma strinjam, da je to mogoče na tak način rešiti, ampak zato, da bi potem zadostili neki pravičnosti ali pa nekem duhu enakopravnosti, bi tam pač postavili stol, na katerem bi pisali, na tem stolu sicer mimo COVID-19 sedi predsednik vlade, tokrat ga pa pač ni, pa bo prišel po stol potem, ko bo konec predstave. Namreč v čem je predsednik vlade ali pa katerikoli funkcionar se lahko povzdigne na državljane, kajti še enkrat se zavedajmo, to je država državljanov, ne država funkcionarjev. To je država, v kateri se prepoznava celota državljanov in ima neko posebno funkcijo in sicer, da ta kulturni, politični in sploh socialni prostor napolnjuje z nekim duhom države, ki deluje za državljane. To, da mi, da se povzdiguje na nacionalni televiziji recimo partnerja od predsednika vlade nad vse državljane v obliki pogovorov, da se bo tam pokazala praktično celotna smetana SDS-a in tako naprej. To so popolnoma napačna sporočila. In to, da se dogaja zraven neka alternativna proslava, kaže na to, da je predsednik vlade v tem smislu izgubil avtoriteto in na ta način, da zapira, se pravi, trg republike pred tistimi, ki tam hočejo sedeti in brati ustavo, izgublja pa še legitimnost. In oba dva veva iz tistih časov, ko smo branili Janšo pred tako logiko, kaj to pomeni za tako logiko. Taka logika na koncu koncev propade. Oziroma se delegitimira in izprazni prostor. Predsednik vlade je dejal, da je zavržno organizirati antiproslavo, kontraproslavo. V naši politični folklori je običaj, da se je organizirali alternativne proslave dneva državnosti ali pa dneva neodvisnosti, kar ustaljena praksa. Ampak nikdar do zdaj se ni reklo, da je državljansko praznovanje nekaj zavržnega. Tisto, kar je mene zbegalo v tej izjavi... Namreč, v tem je ves problem. Treba si enostavno predočiti, da če je kaj državi svojskega, je to, da je država državljanov in da praznuje državljani. Vlada je samo ponižni služabnik, se so tudi ministri. Ministri so v bistvu tehnično gledano ministranti, ki v bistvu ta obred servisirajo, ki je pa obred državljanov, ki je obred ljudstva. In interesantno, kako v bistvu se te vloge zamenjajo, da so na koncu ministranti vrhovni suvereni, to je še kar grozljivo sporočilo. In to, kaj je zavržno,
Jaz besedi predsednika vlade, kadar se izreka proti državljanom, ne bi dal kakšne velike teže, podobno kot Donaldu Trumpu. Ne dajem velike teže v trenutku, ko vojsko nagovarja, naj se obrne proti Janeza Janše, danes ne bi bilo. In mogoče bi bilo boljše, da ga ne bi bilo v taki obliki, kot je, ampak ga ne bi bilo, če ne bi mi demonstrirali. On bi bil nihče. In to nihčestvo, če tako rečem, mu je takrat pripadalo in bi mu tudi danes pripadalo. Ne. On je bil logike, ki se je razvila preko partije in on je bil del partije. Danes se pa obnaša tako, kot da je stvaritelj, Bog, oče Slovenije. Ne. Postajanje pač tega slovenstva, slovenske državnosti je ustavna kategorija. To je objektivna kategorija, ki govori o vrednotah. In so tudi definirane preko kulture. In ni naključje, da se danes kultura dviguje proti nelegitimnosti te pokazati, da je treba upoštevati še kaj drugega, kot pa samo neko neoliberalno oblasti, ki poskuša zadovoljevati neke zelo neposredne interese, uničuje ekologijo, uničuje naravo, odriva okoljevarstvenike od upravljanja in s tem seveda posredno celotno slovensko ljudstvo, od upravljanja za prostorom, kar bo imelo dolgoročne posledice in tako naprej. Se pravi, najmanj, kar bi pričakoval od oblasti, je to, da pokaže neko širino. Širino, da vključuje vse ljudi, ki so pojmovani pod pojmom država in mi vsi vemo, da se nikoli z vsemi v življenju ne bomo strinjali. Ampak to še ne pomeni, da smo med sabo lahko sodržavljani, da velja neka tolerantnost in če bi koga moral izločiti, če je pomanjkanje prostora, bi moral izločiti somišljenike in privabiti tiste, ki so drugače misleči in vendar so državljani. S tem bi pokazal, da ustavnost te države živi, da funkcionira in da ta država ima neko sproščeno širino in je dejansko namenjena čemu drugemu kot pa manipulaciji. To so ključna sporočila letošnjega leta. Ugotavljam, da imamo tehnične motnje, morda, ki bodo vidne tudi med predvajanjem tegale najnega pogovora. Za te tehnične motnje se pač opravičujeva. Mislim pa, da sporočilo... Recimo, da so te tehnične motnje skladne z duhom časa in proslave. Ja. Hvala lepa za to, krat se vidva v živo, verjetno naslednji teden. Tako je, drži, živijo, servus.